Svetega pisma. Današnja Božja beseda, ki smo jo poslušali pri obeh verilih in evangeliju, ima dve sporočili. Najprej spoštovanje, ki so ga imeli ljudje do Svetega pisma kot Božjega sporočila, katera so imenovali postava, in pa izpolnitev vseh starozaveznih zapovedi s prihodom, naukom in navzočnostjo Jezusa Kristusa. Pomislimo, kakšno vlogo dajemo Slovenci prvi zapisom v slovenskem jeziku, brižinskim spomenikom iz 9. stoletja, stiškemu rokopisu, celovškemu rokopisu, čedatskemu, slovenskim besedam v drugih priložnostih navedla, zlasti pa po izidu prvih knjig v slovenščini v 16. stoletju, katekizma in celotnega prevoda Svetega pisma Jurija Dalmatina iz leta 1584. Danes ga imamo tukaj na oltarju, Dalmatinovo Biblijo. Toda vrnimo se k judovskemu ljudstvu pred 2000 leti in več. Božje sporočilo so preroki zapisovali takrat na pergamentne zvitke, ki se je zelo skrbno čuvali v sinagogah in drugih varovanih krajih. Postava litora, kako so imenovali Božjo besedo, in obljube ljudstvo ter obljubo ljudstva, da bo Bogu Jahveju zvesto. Postava jih je spremljala tudi v raznih težavah njihovega bivanja, tako v izgnanstvu, v trpljenju, v času zatiranja in zapuščenosti, kot tudi v času uspehov in doživljanja Božje bližine. Dajala jim je zagotovilo, da je Bog z njimi in med njimi, da svojih obljub ne bo nikoli prelomil. Kakor sporoča današnje verilo iz Nehemijeve knjige, se je ljudstvo zbralo na trgu. Prinesli so knjigo postave, prerok je stal na povišanem mestu in bral besede tolažbe in poguma. Ljudstvo, ki je moralo veliko trpeti, živeti v izgnanstvu in suženjstvu. Ljudstvo je iz spoštovanja poslušalo branje stoje in vzklikalo Amen, amen, kar pomeni, tako je, tako je. Brani je prerok na to sklenil z besedami. Jejte, pijte, pošljite tudi tisti, ki nimajo nič pripravljenega. Zakaj ta dan je svet vašemu Gospodu? Ne bodite žalostni, zakaj veselje Gospodu je vaša moč. To sporočilo velja seveda tudi nam danes. Gotovo imamo v vsaki družini vsaj po en izvod Svetega pisma. Hvala Bogu imamo Slovenci na razpolago dovolj prevodov. Morda ima kje celo vsak svoj izvod. Postavimo ga na mizo ali knjižno polico na častno mesto. Vzemimo ga v roke morda, če je možno vsak dan, v premislek in vodilo za ves teden ali čez dan. Tako kot na primer gledamo vsak dan televizijo ali uporabljamo računalnik. V cerkvi kot Božji družini stavbi, ki so ljudje zgradili, ima Božja beseda posebno mesto. Ob nedeljah in praznikih slovesneje prinašamo knjigo in jo polagamo na oltar. Pred branjem evangelija duhovnik sklonjen prosi Gospoda, naj očisti njegove ustnice in srce, da bo vredno oznanjal sveti evangelij. Na koncu poljubi knjigo z besedami in sam zase v tišini reče, evangeljske besede naj izbrišejo naše grehe.
Pomembne so Kristusove besede, blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo izpolnjujejo. Tedaj se uresničujejo tudi besede, ki jih navaja Psalm 18. Gospodove besede so duh in življenje, poživljajo dušo, učijo nevednega, razveselijo srce in razsvetljujejo oči. Drugi Vatikanski cerkveni zbor nas je opozoril, da smo kristjani pri Evharistiji deležni dvojnega kruha. Najprej kruha Božje besede in nato kruha Jezusovega telesa. Ko beremo, poslušamo in premišljujemo svetopisansko besedo, nas po njej Kristus nagovarja. On je večna beseda, ki daje življenje, ga usmerja, bogati in osmišlja. Zgradba ali potek vaše tudi jasno pove, da pri njej obhajamo besedno in evharistično bogoslužje. Ampon, nekdanja križnica in oltar, to tudi nas zunaj nakazujeta. Bodimo pozorni na sporočilo, ki ga prinaša Sveto pismo. Gre namreč za besedo, ki ima večen, nespremenljiv značaj, oznanja resnico, po kateri človek prepani danes. Pomislimo, kako si človek prizadeva, da bi globlje spoznal resnico o svetu, o njegovem nastanku, o spremembah in napovedih, še bolj pa si prizadeva, da bi spoznal svoj začetek in konec, rojstvo in smrt, da bi tako življenju dal smisel in usmeritev. Pogosto smo pod vtisom, ki ga daje znanstvena spoznanja, ki so ali bi morala biti nenehno odprta za vedno nova vedenja, korekture in dopolnitve. Dogaja pa se, da se zlasti pod vplivom nenehnih sprememb, ki jih je danes zelo veliko, kaj smo, kako naj živimo in kam potujemo, v nas poraja prepričanje, da ni nič več stalnega, resničnega, vrednega našega prizadevanja življenja. Zato nekateri govorijo o mnogih resnicah, celo o tem, da ima vsak svojo resnico, življenjsko, zgodovinsko ali kakšno drugo. Pri tem se sklicujejo na osebno svobodo, ki seveda ni več svoboda, ampak samovolja, še več, osamljenost sredi razburkanega morja, izgubljenka sredi temnega gozda. Kristus nam pa zagotavlja, da je on pot, resnica in življenje. To je bil tisočerim pred nami, je danes nam in bo tudi prihodnim rodovom. Zato se smemo sklicevati na življenjsko izkušnjo številnih, ki so šli za njim kot svojim voditeljem, učiteljem in prijateljem. To izkušnjo skušajmo posredovati tudi rodovom, ki prihajajo za nami. Izpovejmo vero v dvojedinega Boga. Verujem enega Boga, Otca samoročnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je živela in pred vsemi veki, in je Bog od Boga, duš od duši, pravi Bog od pravega Boga, pravi neustvarjen, enega tisto začeto, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek, bil tudi križan za nas, pod koncem Pilatom je trpel in bil v grob položen,
izvrševanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca, in v svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam in krst, odpuščanje grehov in pričakuje stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Brati in sestre, v Evangeliju spoznavamo Kristusa, ki je vedno z nami in nam pomaga v naših potrebah. V teh skupnih prošnjah ga zato zaupno prosimo. Gospod Jezus, ti si prišel oznanjati rešitev vsem, posebno še ubogim, malim in ponižnim. Prosimo te za pastirje Svete Cerkve, naj to tvoje delo oznanjevanja zvesto nadaljujejo. Gospod Jezus, prosimo te, da dobro pogled na našo domovino in nas reši naravnih, ekoloških in drugih nesreč. Gospod Jezus, tvoje besede so duh in življenje, prosimo te, pomagaj vsem ljudem dobre volje, da bodo v Evangeliju našli moč za krščansko življenje. Gospod Jezus, prosimo te, naj bolni in trpeči doživejo tolažbo v resnici, da s svojim trpljenjem soodrešujejo svet. Gospod Jezus, ti si vstajenje in življenje, prosimo te za naše rajne, naj v moči tvojega vstajenja uživajo nebeško slavo. Dobri Bog, prosimo te za našega župnika, ohranjaj mu zdravje in vedrino, da bo še dolgo med nami. Gospod Jezus Kristus, prosimo te, da v svoji neizmerni dobroti slišiš te naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.